Kje je kuhinja? Že dolgo nisem kaj toplega povedal. Dej nehi, saj veš, da bo v vsakem primeru slabo. Samo da niso njoki. Nehi z njoki, ker jih ne boš videl danes. Kako pa je kaj s kuhinjo? Veste, denar pokvari tudi kuharja. Kogito, ergo sum, kogito. Ti bo že dal kogito. Očitno je to edino, kar bom danes jedel za kosilo. Mah, lačni vino, da pozabijo. Daj mi še en glaš vina, da se streznim. Ko sem trezen, razumem vse, tudi svojo ženo. Dinum veritas et vita eterna. Pozdravljeni, kolegi. Vujka je danes malico. Ali viš, da ni nič? Daj mi še en glaš. Kako ste kaj? Dobro, pa vreme je lepo. Končno konc tega sonca, sploh ne maram sonca, rada nam meglo. Pa kdo je tebe vprašal? Kolega, kako ste kaj? Dobro sem, hvala. Samo muči me neka stara zadeva. Videl sem v arhivih, da se nekateri dokumenti se ne ujemajo. Ali morda kaj veste o tem? Jaz ne vem nič in mi je tudi vseeno. Jaz se bom obadal s svojimi stvarmi in ostalo bom prepustil direktorju. Ona bo že porihtil vse. Videla ste tudi tukaj. Pa še kako smo tukaj, ja? Ubi bene ibi patria est. Ti in tvoja latinščina. Nikoli nisem razumela tebe in vseh teh intelektualcev tukaj. A lahko prosim pustite človeka na miru vsaj takrat, ko pride na malco. Še to smrt mi prijedi. A ti smo vedno tečna, ali kaj? Pesnik, imaš kakšno novo za nas? Seveda imam. Od nekdaj lepe so Ljubljanke slovele, a tečne in zlobne so vedno do mene. Najbolj vseh se ti žena za mir, vzem stvari in se hitro pober. Bravo! Hvala še enkrat prosim. Strano vi, tovariš. Od nekdaj lepe so Ljubljanke slovele, a tečne in zlobne so vedno do mene. Ko najbolj vseh se ti žena za mir, vzem stvari in se hitro pober. Kapo dol, vsak dan boljši. Res. Poeta nascitur non fit. Prav imaš. No, če mi dovolite, bi vas vseeno še enkrat poprašal o zadevi Kimetare. Torej, kot sem rekel, bil sem v arhivih in sem opazil, da se nekateri dokumenti ne ujemajo in nekateri manjkajo. Ali kdo od vas kaj ve o tem? Pravzaprav sem pred časom nekaj slišala o tem, neke govorice, da so bili zamenjani z nekimi pomembnejšimi, ampak res ne nekaj dosti. Jaz bi rekla, da je seznam tvojih ljubčkov. Ali pa ljubic, ni dobro vedel. Da je gustibus non disputandum. Ali pa recept za njoke. Ker smo želeli pri njokih, a ne? Moja babica je delala najboljša. A lahko prosim pogovarjamo se o resnih temah? Nisem dal počas konc časa za malce. Vi, direktor bi se nakratko pogovoril z vami. Pozdravljeni! Pozdravljeni, prosim, sedite. Veste, z vami sem se želel pogovoriti o določenih poslovnih zadevah. Seveda, kar povejte. Pred seboj imam podatke za prejšnje in predprejšnje leto. Kot boste lahko videli, so podatki zelo spodbudni. Prosim, da jih preučite, potem pa bi se rad pogovoril še o nekih drugih stvareh. Ja, čestitam, podatki so odlični. Vi ste gotovo najbolj zaslužni za to. Hvala lepa, ampak nisem se hotel pogovoriti o tem. Veste, zagotovo veste, da je še bolj kot dobri poslovni podatki in uspeh pomembno vaše zadovoljstvo in dobro počutje. Saj veste, da vas imam vse zelo, zelo rad. Ali bi mi lahko zaupali, kako se počutite na svojem delovnem mestu? Ja, pravzaprav se počutim res odlično, hvala. Hvaležen sem za vse možnosti, ki mi jih odpirate in delo je dobro, čeprav je včasih naporno, a ni prehudo. Me veseli, da se tako počutite. Ali bi rekli, da je takšno počutje tudi med sodelavci? Po večini je res tako. Vsi smo res hvaležni za tako dobre pogoje in odlično delo. Torej, prav zares ne opažate nikakršnih težav v delovanju podjetja in odnosih? No, razen kakšnih malenkosti, ki pa niso vredne omembe. Ampak glejte, se veste, da mi lahko zaupate tudi z najmanjšimi stvarmi. Se veste, da se tudi poskrbim za vas vse in vsake stvari za vašo korist. Veste, jaz res ne vem kaj dosti.
po hodnikih se govorijo neke zadeve, vendar jaz res nič ne vem o tem. Vi mi kar zaupajte, ne bojte se. Dobro, če ustrajate, kot sem rekel, po hodnikih se govori, da obstajajo neki dokumenti, ki bi lahko ogrozili podjetje in celo vaše dobro ime. In tudi sam sem bil v arhivih in opazil, da nekateri dokumenti manjkajo. Ali vi kaj veste o tem? Ne, glejte, pri nas imamo čiste račune. Tu so samo govorice, ki nimajo nobene prave osnove. Glejte, vi skrbite za svoje delo, s tem se ne ukvarjajte, to pustite pri miru. Tako, zdaj vam želim lep dan, jaz sem zdaj druga pravka. Tako, ste zaključili razgovor? Sem. Naš direktor vas je zagotovo lepo nagovoril. Seveda, kot je v njegovi navadi. Poslušajte, imam pa ena stvar me muči. Ja. Bil sem v arhivih namreč in sem opazil, da nekateri dokumenti manjkajo. Ali vi kaj veste morda o tem? To naj vas pa res ne vznemirja. Samo sledite našemu direktorju, on nas zagotovo vodi po pravi poti. Svetujem vam, da mirno opravljate svoje delo in se ne zmenite za razne govorice. Kje je kuhinja? Že dolgo nisem kaj toplega povedal. Pa se je vseeno, itak v vsakem primeru slabo. Samo da niso njoki. Da je nekaj že z njoki, ker jih ne boš videl danes. Kogito ergo sum, kogito. Ti bom že dal kogito, ja? Očitno je to edino, kar bom danes jedel za malico. Lačnim vinom, da pozabijo. Daj mi še en glaš, da se streznim. Ko sem trezen, razumem vse, tudi svojo ženo. In vino veritas et vita eterna. Pozdravljeni. Si že nazaj? Ja. Si bil pohiter, a si kaj novega zvedel? Mah. Pravzaprav vem samo to, da vem še manj kot prej. In nekatere stvari mi res vzbujajo samo še resnejše sume. Lej, dej se ti malo sprost, pa se malo podruž z nami, pa pusti se zadeve. Pesnik, imaš kakšno novo za nas? Seveda, pa ravno Klavš mi je zlata. Zate, pa še ravno sem jo napisal. Od nekdaj lepe so Ljubljanke živele, a tečne in zlobne so vedno do mene. Ko najbolj od vseh se ti žena zamir, vzemi stvari in se hitro poberi. Vse to smo danes že slišali. To ni mogoče, vlikar sem jo spisal, pa samo po vaši ženi zrecitiral. Pusti ga primeru, da se trudi. Že od Prešerna slovenski narod ni imel tako čudovitega in veličastnega in globokega in poglobljenega pesnika, kot je naš pesnik. Ali potem poslušali še eno? Ne, hvala. Morda poznaje. Zdaj, res bi se rad še enkrat pogovoril z vami o tistih dokumentih. Ta zadeva mi res ne da miru. Ali kdorkoli od vas ve kaj o tem? Litera scripta mane. Kar je zapisano, zagotovo obstaja. Torej, če je zapisano, potem ne more ne obstajati. Ergo, dokument je zapisan, torej obstaja. Vprašanje pa je, a je na njem kaj dejansko pomembnega. Kaj je napisano, je napisano. In mislim, da se nam ni treba s tem obadati. Mi lahko zaupamo našemu direktorju, da nas bo varno vodil. Ne vem, občutek imam, da ni le vsebina teh dokumentov, ampak da je vsem skupaj nek višji smisel. A dober, kakšen višji smisel? Kos papirja je kos papirja, tudi če je potiska. Še vedno se lahko z njim obrišem rit. Filozofi, moji dragi. Kje ste že videli, da bi kdo napisal kaj pomembnega na WC papir? Pesnik, ti se raje drži svoje poezije. Bolje ti pristaja. A ni bilo že prej konc časa za malico? Pojďte nazaj delati. To vse skupaj je res čudno. Veš kaj, mene res sploh ne zanima. Jaz sem do svojega dela in se nabadam še s težavami drugih. To niso težave drugih. To se tiče nas vseh, to je naša skupna težava. Ne, zakaj rineš v te težave? Pusti stvari take, kakor so, a nimaš do svojega dela. Razumeš, ne da mi miru. Ne morem spati, dokler ne pridem temu do dna. Ampak vse tukaj ti nič ne manjka. Dober kolektiv,
Dobra plača, delo res ni pretežko. Ne vem, zakaj se ne sprijazneš s tem, da ne moreš vedeti vsega in pustiš to pri miru. Ne vem. V dolgih nočeh brez spanja čutim, da obstaja, vendar ne vem, kje je. Kaj sploh iščeš, blaznaš? Iščem jo resnico. Kaj je resnica? Kaj je resnica? Resnica. Resnica je, resnica obstaja in našel jo bom. Da, jaz jo bom našel, ker jo moram najti. A kdo sem jaz? Mali iskalec velike resnice. Sem res jaz tisti, ki mu je bila v zibelko položena ta naloga? Zakaj jaz? Mar sem vreden tega? Iskati resnico, ki ni ne moja, ne tvoja. Iskati resnico, ki je nikogaršnja. Iskati resnico, ki preprosto je. Čutim, da obstaja. Vem, da je nekje. Blizu je in nihče ne opazi. Ali je morda resnica kot veter? Čutim ga, a ga ne moram prijeti. Ne, resnica ni veter. Resnica mora biti nekje. Našel bom, samo ne vem, kje je. Zakaj se nihče ne meni za resnico? Ne bom je nehal iskati, dokler je ne najdem. Ker sem živ, dokler jo iščem. Ker resnica obstaja in našel jo bom. Ker resnica je. Resnica je kot ogenj, ki gori in greje in razsvetljuje vse človeštvo. Kdo bi hotel ogenj zadržati zase? Vsi potrebujejo ogenj. Svet potrebuje ogenj miru in odrešenja. Ogenj, ki nas bo osvobodil in nam prinesel razum. Kje si resnica? Kje si ogenj? Kje je kuhinja? Že dolgo nisem kaj toplega povedal. Sej veš, da bo v vsakem primeru slabo. Samo da niso njoki. Nekaj že s temi njoki. Sej veš, da ne boš videl danes. Panem quotidianum da nobis hodie. Ja, pojena pulfra. Ti bom že dal panem. Tudi panem bi prišel prav v tem času. Ampak jaz bi pa vse na lešnjoke, veš? Tisti od moje babice so bili res dobri. Še enkrat omeniš to svojo babico, pa te odposlal k njej. Tam se bova zopet srečala, tam se bova zopet objela. Pa kaj ste vsi znoreli? Samo še Napoleon na mago pa imamo norišnico. Pa dobro, a lahko pustite človeka na miru, sami dedjo? Proma, dajte nam že mir. Gospod direktor, kaj se preneslo med nas? Dovolj bo. Poslušajte, spregovoriti želim o resnih stvareh. Zagotovo veste, da se zadnje čase v podjetju dogajajo sila čudne zadeve, ki ne le škodijo ugledu, temveč tudi povezanosti našega kolektiva. Spregovoriti vam želim o govoricah, ki so se pojavile. Tem govoricam nikar ne nasedajte, ker niso resnične in le diskreditirajo mene in z menoj tudi vse vas. Gospod direktor, meni je zelo žal, ampak jaz čisto nič ne razumem. O čem sploh govorite? O seznamu ljubic? Milena, kaj zdaj to? Gospod direktor, saj vidite njegovo stanje. A ni očitno, da se mu blede? Dobro, njega pustimo. Čakaj, kaj zdaj s tistim seznamom? Gospod direktor, se opravičujem, ampak za vse tiste, ki niste razumeli, to je bila zgolj šala. No, dobro. Vrnimo se k temi. Glede, takšno podpihovanje je nesprejemljivo, sploh pa nedostojno. Brskanje po nekih starih zadevah ne prinaša nobene koristi. Kar je bilo, je mimo. Kar se pa tiče... Tukaj je! Našel sem jo, ej! Tukaj so te dokumenti! Tukaj vse piše! Ej, tukaj je vse! Ne! Vsi na delo!